Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni v naši glasbeni oddaji Med notami. Naš tokratni gost je glasbenik iz Hrastnika, Matej Železnik. Matej, lepo pozdravljen. Pozdravljena, Anja. Glede na to, da se poznava, se bova tikala tudi v tej oddaji, če se strinjaš. V redu. Dobro. Kolikor vem, se z glasbo ukvarjaš že od otroštva. Povej nam, prosim, kakšni so pravzaprav tvoji glasbeni začetki? Ja, moji glasbeni začetki so zelo zanimivi. Sprva sem se izučil inštrumenta, igranja harmonike. Moj starata me je učil igranja na kitaro. V kasnejšem obdobju, ko sem pa študiral elektroniko, v Velenju sem se pa izučil tudi solo petja. Kdo bo te je poučeval solo petje? Solo petje me je poučevala gospa Dušanka Simonovič. Zelo odlična, vrhunska akademska glasbenica in tako sem pridobil nekaj osnovnih veščin solo petja. Koliko časa pa je potem trajalo učenje solo petja? Solo petje je trajalo nekje 2 leti in pol. 2 leti do 2 leti in pol. Pa se spomniš morda tvojega prvega nastopa? S katerim inštrumentom si se predstavil ali pa mogoče kje si nastopal? Ja. Prvič sem nastopal tudi v rudarski godbi. Lahko omenim, da sem igral tolkala tudi. Potem v kasnejšem obdobju sem tudi igral klaviature v big bandih in tudi vokal in tako naprej, solo petje. Potem sem nadaljeval v raznih duetih in trijih in tako naprej kot vokalist, kitarist in klaviaturist. V zdajšnjem obdobju sodelujem z Društvom glasbenih delavcev iz Ptujske Gore, kjer sem član društva in podpredsednik društva. Veliko nastopam po osebnih zabavah, po javnih prireditvah in tako naprej. Kaj pa tvoja izobrazba? Nekaj si že povedal? Tako je. Izučil sem se za inženirja elektronike v Velenju. Pot je takšna, da trenutno nisem še dobil zaposlitve iz elektronike. Sem se pa preusmeril alternativno na glasbeno smer, kar mi je glasba zelo pri srcu, velika alternativa, uživam v glasbi. Saj sem diplomiral iz multimedije na Radio Slovenija in obvladam tudi glasbeno produkcijo in to je to. Zdaj pa je čas, da si ogledamo enega izmed videospotov in najprej si oglejmo skladbo Domač pristan. Kot moj oče, ki nekoč je bil mornar, ljubil morje, bil velik samotar. Z ladjo belo jadral je po morju, v daljnem svetu skritem na obzorju. Mati sinu vedno je dejala, mornar in morje, zdaj sama sva ostala. Sidro dvignil, jadra je razpel, kot galeb zavedno je odšel. Sidro dvignil, jadra je razpel, kot galeb zavedno je odšel. Ko zora jutro prebudi, v daljni se pristan blešči. Spomin očeta še živi, a njega zdavnaj ni.
rad vrgel zadnjici drobi, domač pristan najlepši ti. O, Luka, draga, domoj si, ostal zavedno s tabo bi. Mati sinu vedno je dejala, mornar in morje zdaj sama sva ostala. Sidro dvignil, jadra je razpel, kot galeb zavedno je odšel. Sidro dvignil, jadra je razpel, kot galeb zavedno je odšel. Ko zora jutro prebudi, se pristan blešči, spomin očeta še živi, a njega zdavnaj ni. Rad vrgel zadnjici drobi, domač pristan najlepši ti. O, Luka, draga, domoj si, ostal zavedno s tabo bi. Domač pristan najlepši ti, o, Luka, draga, domoj si. Matej, kdo ti piše glasbo, besedila, aranžmaje? Glasbo, besedila in aranžmaje mi pišejo različni avtorji besedil, kot so Branko Gajser, Manja Golec, v večini pa tudi sam. Tako da, kar pa zadeva glasbe, pa mi glasbo pišejo tudi drugi avtorji glasbe, kot so Marjan Hvala, produkcije in tako naprej. Za glasbo Domač pristan sem glasbo ustvaril sam. Delo je pa je produkcija, pa je Marjan Hvala ustvaril v studiu. Tako da, kaj ne rečem, Štefan Šarkezi, moj tudi dober kolega, mi je ustvaril dobro glasbeno produkcijo za skladbo Nisi sama, na kar sem zelo ponosen, na to skladbo, za katero delo pa je Božidar Wolfgang Wolf, glasba in besedilo. Tako da... Na to skladbo bomo slišali tudi čez nekaj minut. Ja. Zdaj pa, pogovarjala smo se prej že, da obvladaš snemanje, torej celotno glasbeno produkcijo. Glasbeni studio tudi imaš? Nekako, da si sam ustvarjaš glasbo, si mi prej povedal med skladbo. Glasbeni studio imam sam doma, tak minimalističen. Tisto osnovno, kar potrebujem za snemanje, za ustvarjanje glasbe. To, kar boste slišali v prihodnjih teh posnetkih, videospotov. Pa si morda snemal kakšne duete s kakšnimi glasbeniki, sodeluješ morda s kom trenutno? Trenutno sodelujem z Francem Bogmetom iz Ptujske Gore, Brankom Gajserjem, potem sem član društva glasbenih delavcev in tako da uživamo in ustvarjamo glasbo, nastopamo po osebnih zabavah, gostujem tudi v raznih drugih televizijskih oddajah, kot so Gostilna Pre Francet, Glasbeni ključ, Polka in Majolka, kar sem do sedaj sodeloval z njimi in nastopal na snemanih televizijskih oddaj. Torej lahko rečeš, da imaš kar pestro in da uživaš v tistem, kar počneš. Tako je. Glasba mi je v velik užitek, uživam v glasbi, mi ne preostaja nič drugega.
Si pa tudi interpret kralja rock'n'rolla, Elvisa Presleya, morda nekaj o tem spregovoriva. Tako je. Ja, med drugim sem tudi član Elvis Presley kluba Slovenija. Že mislim, da kar drugo oziroma tretje leto bo že sedaj kmalu. Tako da sedaj letos ne bom nastopal. Oni imajo koncert v Novi Gorici, posvečen kralju Elvisu. Tako da letos mene ne bo na tem koncertu, tako da nastopam pa drugje na samostojnih prireditvah, po raznih drugih prireditvah, kamorkoli me pokličejo organizatorji. Z veseljem se pridružim, da predstavim tudi kralja Elvisa, kot tudi svoje avtorske skladbe in delam več poti v glasbi, ko se pravi svojo avtorsko glasbo in tudi Elvisa Presleya. Kdaj pa si začutil, da imaš ta talent interpreta Elvisa Presleya? Ja, začutil sem kar v zgodnjem obdobju, v otroštvu, nekje med koncem osnovne šole, v nekje 8. razredu, ko sem na zasavskem radiju, tedanjem radio KUM Trbovlje, sedaj je Radio Aktual, pač prisluhnil Elvisu tistih najboljših 50 let njegovega ustvarjanja, All Shook Up in tako naprej, Stuck on You in tiste, bom rekel, zgodnejše skladbe, ki so jih predvajali na radio. Takrat sem dobil nekako motivacijo, ko sem začutil tisto energijo od rock'n'rolla in rock'n'roll tudi zelo dvigne energijo, kar boste lahko tudi slišali v moji izvedbi. Kje pa nastopaš kot Elvis Presley? Kje vse se pojavljaš? Pojavljam se po raznih rock festivalih. Do sedaj sem se pojavljal tudi na Ptuju, na ptujskem Kurentovanju, etno pop-rock festival, ki je bil na Ptuju par let nazaj. Mislim, da še ta festival še traja, da še obstaja. Domferca v Trbovljah, potem Motor Show, tako, ja. Po vseh teh prireditvah, javnih prireditvah, rock koncertih nastopam v interpretu kralja Elvisa. Kaj pa kakšen festival, morda si se kdaj preizkusil? Ja, na festival sem se prijavil, na Melodijo Morja in sonca sem se prijavil, skladbo Domač pristan sem, žal skladba ni bila izbrana. Pač producent Marjan Hvala mi je ustvaril dobro produkcijo, jaz sem na skladbo ponosen. Pač njim bila všeč in kaj čmo, tako je. Najbolj važno je to, da je všeč tebi. Tako je, meni mora biti všeč. Ki te poslušajo. Točno tako. Zdaj pa je spet čas, da prisluhnemo glasbi. Prisluhnimo pa skladbi Nisi sama. Tiho počasi, ključ se obrača, vrata so usode prestrašila te, sveča se ugaša, kava ohlaja, a vera v meni ostaja. Ne boj se nikoli, saj tu sem, kjer ti si. Nevidno napajam, srce ti veš, ti si poganjala krimi, prižigala sonce, odkar sem spoznal te, verjamem, vse je mogoče. Nisi sama, dokler niham jaz s teboj, ne dovoli, da te strah odvede proč. Nisi sama, ko stiskam se s teboj, priglabuvam bile konje, da odpeljejo naju nazaj v raj.
tvoja duša z menoj soupada. Vsakdo na svetu išče nekoga, da bo veselje in srečo delil vse do groba. Nisi sama, dokler diham jaz s teboj. Ne dovoli, da te strah odvede proč. Nisi sama, ko stiskam se s teboj. Priglam bova bile konje, da odpeljejo naju nazaj v raj. Nisi sama, dokler diham jaz s teboj. Ne dovoli, da te strah odvede proč. Nisi sama, ko stiskam se s teboj. Priglam bova bile konje, da odpeljejo naju nazaj v raj. Tako, tole je bila skladba Nisi sama, z nami pa je gost, glasbenik iz Hrastnika, Matej Železnik. Matej, povej nam še nekaj o tej skladbi Nisi sama. Nekaj sva že spregovorila. Ja, tako je. Skladbo je ustvaril Božidar Wolfgang Wolf, sedaj živi on v Ameriki in v Ameriki je bila ustvarjena, posneta pa je bila v Trbovljah pri gospodu Štefanu Šarkeziju v njegovem studiu. Skladbo sem posnel nedavno v mesecu aprilu, je bila skladba posneta. Stranske vokale mi je posnel moj prijatelj, s katerim sem že prej tudi nastopal, Denis Dečman, in tudi trobento mi je on posnel, tako da skladba je ustvarjena. Upam, da vam je všeč. Ja. Taka prijetna, meni je zelo všeč, taka prijetna morska. Ja, prijetna, ja. Tako je. Morska. Morska. Ja. Točno. Ja. Kakšni pa so tvoji glasbeni načrti za naprej? Morda album? Ja, v prihodnosti načrtujem tudi album, tako da vse tiste moje uspešnice, katere so res uspešne skladbe, primerne za na CD in za prvi samostojni album, bodo tudi po vsej verjetnosti izdane. Ampak o tem še ne morem sedaj govoriti, ker je zadeva financ in tako naprej, treba pač to finančno urediti. Torej, če prav razumem, bo to tvoj prvi album. To bo moj prvi album, tako je. Koliko pa imaš skladb približno? Vsega skupaj imam do sedaj okrog 20 skladb. Ravno za en tak lep album. Ja, tako je. Ja. Super. Kdo pa ti pomaga recimo pri nastopih? Kako je s tem? Greš morda s kakšnimi glasbeniki skupaj na nastope? Kako je pri tem s tem? Ja, tako bom rekel, do sedaj sem si vse te nastope iskal sam po raznih teh spletnih portalih in tako naprej. Sedaj sem prišel, kot sem že prej omenil, prišel v društvo glasbenih delavcev in tu sedaj sodelujem kot podpredsednik društva iz Majšperga in tako da nastopam, pač iščem po teh raznih forumih za razne te nastope, po osebnih zabavah, abrahamih, porokah, poročnih svadbah in tako naprej. Kamor me ljudje želijo najeti, poklicati, sem vedno dobrodošel, vedno naredim dobro vzdušje, tudi s kolegom Duo Melody imava skupaj in
nedavno nazaj sem tudi nastopal na osebni zabavi, tako da je bilo dobra žurka, dobro uživamo. Tudi ob drugi glasbi, ne samo avtorski glasbi. Je tudi Elvis prisoten? Tudi je Elvis prisoten, ja. Ja. Večkrat sva že omenila društvo. Ja. In če bi se morda kdo od glasbenikov želel pridružiti društvu, koga lahko kontaktira, kako se lahko včlani? Ja, kontaktira lahko tudi mene osebno ali pa na naslov društva, ki je objavljen tudi na javnem omrežju Facebooka. Torej se na spletu najde vse. Na spletu se dejansko vse najde, tako. Kmalu si bomo ogledali skladbo Rad bi te objel. Povejva še nekaj o tej skladbi. Kako je nastajala? Ja, to je dejansko moja prva skladba, ki sem jo ustvaril izpred leti nazaj. Glasbo in besedilo sem ustvaril sam, čisto sam. Po čist nekem naključju pač sem zlagal besede skupaj. Navdih mi je še prej dal gospod Branko Gajser, ki je odličen tekstopisec, in potem sem se odločil na to temo, da tudi sam nekaj ustvarim, in sem ustvaril svojo prvo skladbo Rad bi te objel. Pač glasba, bom rekel, je moja, bom rekel, lahko rečem, avtobiografska skladba. Torej, to je tudi tvoj stil. Moj stil, ja, tako, ja. Posneta je v tak ča-ča-ča sistem, tako da glasba je poskočna, ritmična, melodična, tako, sem jo že poslušala. Ja. Tako, pa si oglejmo skladbo Rad bi te objel. Spomini iz mojih mladih dni, bil razdražen in brez strasti. Življenju človek vedno se uči in dobre misli rad si deli. Starša govorila sta, življenje takšno je, kot sprejmeš ga. Vedno sanjal sem, da bom nekoč začutil gnevati. Rad bi te objel, poljubil te, z dotyki Boža tvoje ustnice. Globoko v srcu čutim toplino tvojih sanj, vedno ne vračam se zaman. To, kar čutiva sedaj, spoznanje sreče daljnih dni. V življenju polno krutih je reči, presrečen zdaj sem tvoje pomoči. Prišel bo čas, ki zbrisal bo sledi v mislih, trden sem, odpiram nove si poti. Spoznal dekle sem mojih sanj in srečen sem, da jo poznam. Rad bi te objel, poljubil te, z dotyki Boža tvoje ustnice. Globoko v srcu čutim toplino tvojih sanj, vem, ne vračam se zaman. To, kar čutiva sedaj, spoznanje sreče daljnih dni. V življenju polno krutih je reči, presrečen zdaj sem tvoje pomoči. Rad bi te objel, poljubil te, z dotyki Boža tvoje ustnice. Globoko v srcu čutim toplino tvojih sanj, vem, ne vračam se zaman. To, kar čutiva sedaj, spoznanje sreče daljnih dni. V življenju polno krutih je reči, presrečen zdaj sem tvoje pomoči.
nastopal si tudi v oddaji Slovenija ima talent. Je tako? Ja, tako je, ja. Lansko Kdaj? leto, tam nekje, mislim, da je bilo to septembra, ja, septembra meseca. Nastopal sem, predstavil sem skladbo Elvisa Presleyja That's All Right My Mama. Skladba žal ni bila sprejeta, bilo je kar, bom rekel, kar naporno je bilo v SNG Opera, priznam. Čakanje je bilo dolgo na nastop in vsa procedura je res bila intenzivna, nastrojena. Tako da motivacija je bila na višku in pač moje te odzivi na nastop so pač, glede na to, vse pozitivno. No, pač, nič zato, če pač nisem bil sprejet. Pač. Torej greš naprej. Grem naprej, življenje gre dalje, glasba gre naprej. Glasba je komunikacija in to je to. Pa bi še morda kdaj poskusil? Ali ti ni več Mogoče še kdaj, ne vem. Vse je odvisno od Odvisno od občutkov, razpoloženja, razpoloženja. kako se bom počutil in tako naprej. Če bom dobre volje, recimo, da bom šel, če pa ne, pa pač ne. Pogovarjala sva se že med videospotom, da te vrtijo razni DJ-ji. Ja, tako je. Sem bil presenečen, ko mi je prijatelj, tudi moj producent, ki producira tudi moje dance hite, to se pravi Domač pristan in ostale avtorske v angleščini, mi je poslal zanimiv link oziroma adreso od teh raznih DJ-jev, kako me tudi po koncertih predvajajo. Pa sicer nisem ugotovil, kje, ampak sem zelo presenečen tudi nad DJ-ji, da mi delajo promocijo, na kar hvala DJ-ji, da skrbite za mojo glasbo. Tako da, s tem namenom bi tudi rad prišel na nek tak tržišče, da s to promocijo DJ in tako naprej, da izpostavim komunikacijo z ljudmi, da me ljudje spoznajo prek njih in da bom potem ustvarjal to samostojno kariero z avtorskimi skladbami in tudi Elvisa, na kar bom zelo ponosen in tako. Nam lahko zaupaš, kje vse te lahko vidimo v tem mesecu, v prihodnjem? Kakšni so tvoji načrti za naprej nastopi? Moji nastopi so trenutno osebne zabave, tako kot sem omenil, rojstnodnevne zabave, abrahami in poroke. Tega bo precej teh nastopov se še vrsti. Kmalu odpotujem tudi v sosednjo Hrvaško, na hrvaško televizijo, kjer bom tudi predstavil svoje skladbe. Tudi tam me bojo lahko gledali oziroma me boste lahko gledali. Tako da... Torej se ti bo kar dogajalo, ja, kar pestro. tako je. Vedno poskrbiš, da ni dan enak dnevu. Res je. Moj dober kolega iz Hrvaške, Siniša Žunec, na njega sem tudi zelo ponosen, smo tudi nastopala skupaj na osebni prireditvi. Tako je in on je moj dober kolega iz Hrvaške in pri njem bom nastopal v televizijski oddaji. Pa imaš morda kakšno hrvaško skladbo med repertoarjem? Hrvaške trenutno še nimam, skladbe v svoji izvedbi še nimam, pa študiram na to, da bi tudi ustvaril kaj, ampak trenutno pa bom predstavil svoje slovenske avtorske skladbe sosednjim Hrvatom. Prav je tudi, da spoznajo še našo glasbo. Tako je. Kaj pa skladba Pot srca? Ja, Pot srca je pa nastala iz ene take šaljivke, ne bom rekel, neke šaljivke. Taka malo swingerska skladbica. Ustvarjena je bila v Velenju. Producent skladbe Pot srca je Boris Jelenko. Besedilo mi je ustvaril Branko Gajser, glasbo pa sem ustvaril sam. Je v zanimivem swing značaju in tako da
glasba je neka prav posebna, tako bom rekel, opeva o dekletu in tako naprej. Ja. Kolikor vem, je v tvoji glasbi več različnih stilov. Ja, tudi swing in vsi standardi so od latina do swinga, sedaj pripravljam tudi narodno zabavno skladbo, kar ne bo pa malo presenečenja za prihodnje. Se podajam tudi v narodno zabavne vode, tako da širim svoje obzorje tudi v slovenski narodno zabavni glasbi. Kater stil pa je tvoj najljubši? Če bi morda iz teh vseh izbral enega. V vseh stilih uživam, tako da Težko rečeš. težko rečem. Jaz sem multiglasbenik, ustvarjam tudi drugo glasbo, kot so razne avantgarde in tako naprej. Avantgardne glasbe kot umetniška glasba in še ostale glasbe. Kar ni za, bom rekel, za komercialno področje, ampak je pa del umetnosti, katerega se tudi sam izpostavim in postavim tudi kaj avantgarde. Torej poskrbiš, da je tvoja glasba za vsa ušesa. Tako je. Pa si poglejmo skladbo z naslovom Pot srca. Lep pogled, topel nežen tvoj nasmeh. Imeti rad je hrepenenje, zares ljubiti, srečno je življenje. Je kot struna mandoline, zazveni, pusti spomine. Svojo pot kot reka gre, življenje naše kratko je. Svojo pot kot reka gre, življenje naše kratko je. Naj se življenje prepusti usodi srečnih skupnih dni. V dobro naju skupaj sva ljubezni čas povrnila. Naj se življenje prepusti usodi lepih skupnih dni. V dobro naju skupaj sva ljubezni čas povrnila. Skupne najine vezi so v ljubezni združeni. Žalost je premagala vsa ljubezen najina. Žalost je premagala vsa ljubezen najina. Naj se življenje prepusti usodi srečnih skupnih dni. V dobro naju skupaj sva ljubezni čas povrnila. Naj se življenje prepusti usodi lepih skupnih dni. V dobro naju skupaj sva ljubezni čas povrnila. Danes skupaj sva mi dva novo pot srca našla.
Matej, kdo te vse predvaja? Tudi v Avstriji? V Avstriji ne, v daljni Avstraliji pa, Aha, tako je. Avstraliji, Ja. točno to. Sem povezan tudi z avstralskim radijem 4EB in Global za avstralske Slovence. Če kdo gleda v tujini, v Avstraliji, pozdrav iz Slovenije. Tako da z veseljem me tudi tam velikokrat predvajajo z mojo avtorsko glasbo in tako naprej in so zelo presenečeni in pozitivni nad slovensko glasbo. Si morda tam imel tudi kakšen intervju? Intervjuja še nisem imel, ampak smo pa povezani preko javnega omrežja, Facebooka in tako da In se sproti slišimo. dogovarjate. Tako je. Matej, če te kdo želi najeti za kakšno zabavo, poroko, kako te lahko kontaktira? Verjetno preko socialnega omrežja. Tako je. Kontaktirate me lahko preko socialnega omrežja Facebook ali tudi po elektronski pošti matej.zeleznik1@gmail.com. Tu me lahko najdete in najamete in z veseljem bom prišel na zabavo, vas zabavati, popestriti glasbeni dogodek, zabavo, osebno zabavo, kakorkoli že. In to je to. Pozitivna energija. Pa nastopaš sam ali morda še s kom prideš? Kot sem že prej omenil, pridem tudi z drugimi glasbeniki, lahko ali tudi sam, po dogovoru, preko Društva glasbenih delavcev iz Ptujske Gore. Tako da vse deluje tako, kot mora in glasba gre naprej, žurke, veselice in tako naprej. Vedno smo odprti za vse zabave, za vse tipe zabav, tako da to je to. Kaj pa skladba Oda luči? Je to bolj ena izmed novejših skladb? To je ena izmed najnovejših skladb, ki je nastala pred kratkim. Je v rock'n'roll stilu, v stilu Elvisa Presleyja. Skladba je poskočna, govori o enem dekletu, o eni lučki, Luciji. In je bila glasba posneta prav za neko punco, mojo oboževalko, in rekla, ne, napišem eno besedilo. Lepo. In sem ustvaril tudi to glasbo z besedilom, mojo avtorsko skladbo. Torej si avtor sam. Tako je. Tudi snemanje je tvoje delo? Vse je v moji izvedbi, tudi produkcija in vse ostalo. Skoraj sva že pri koncu oddaje. Povej nam še neko zaključno misel, nek tvoj moto, tisto, kar bi ti želel gledalcem sporočiti. Ja, glasba, bom rekel, je glasba nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi, bom rekel. Glasba je najmočnejša govorica na tem planetu in uživajte v glasbi, v moji glasbi, kot tudi v glasbi ostalih, kateri izvajajo glasbo. Bodite ponosni na to, kar ustvarjate. Tudi sam sem ponosen na vse, kar ustvarim. In imejte se lepo, gledajte še naprej televizijo ETV in hvala za povabilo. Najlepša hvala, Matej, tudi tebi, da si vzel čas in bil naš gost. Tudi mi ti vsi želimo vse dobro in se vidimo prihodnjič. Hvala. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, to je bila naša glasbena oddaja Med notami. Z nami je bil naš tokratni gost, glasbenik iz Hrastnika, Matej Železnik. Mi pa si za zaključek oglejmo še skladbo Oda luči. Srečno! Žarek sonca me zjutraj prebudi, ti vstala si iz postelje, a v meni se še spi. Če pokadi zadiši, jaz manem si v oči, po dolgi se tej noči prikaže v spalnici.
Bila je dolga noč, v sanjah jezdil sem pojoč, bilo ni barv, le sivina, kot črna zlita je belina. Voda luči se v temi prebudi, močnejša zdaj si ti, a v meni ogenj tli. Starejša sva mi dva, to vema sta oba, ljubezni času živama. Voda luči se v temi prebudi, močnejša zdaj si ti, a v meni ogenj tli. Starejša sva mi dva, to vema zdaj oba, v ljubezni času živama. Voda luči se v temi prebudi, močnejša zdaj si ti, a v meni ogenj tli. Starejša sva mi dva, to vema zdaj oba, v ljubezni času živama. V ljubezni času živama. V ljubezni času živama.